No, tole je taka miniaturna robotska roka, narejena iz mikrokrmilnika Arduina, ki se jo čisto enostavno sprogramira prek računalnika, tako da recimo predstavlja izvijač iz enega mesta na drugo. Poleg programiranja so mladi osvojili veščine 3D načrtovanja in 3D tiskanja. Zdaj sem že tretjič tule, so me povabili osebno tudi. Mislim, vsak let je zanimivo, rad pridem. Gimnazijka Kristina se je tabora udeležila prvič. V bistvu sem našla reklamo za tabor na internetu in sem se odločila, da bom šla probat, ker še nikoli prej nisem nič takega počela. Od začetka mi je bilo zelo težko, ker nisem razumela, kaj delam, ampak zdaj mi je zelo zabavno, ker sem se veliko novih stvari naučila in tudi počasi začenjam razumeti. Namen taborja, poletnega taborja energetike, dejansko dijake navdušiti za energetiko, za tehniko, nenazadnje za modeliranje, 3D tiskanje, programiranje mikrokrmilnikov, tako da dijaki spoznajo neke osnove tehnike in energetike. Tem temam pozornost posvečajo vsako leto. Poletni tabor energetike je namreč Fakulteta za energetiko v sodelovanju z Gen Energijo tokrat pripravila že 3. leto zapored. Zamisel o taboru pa pravzaprav izhaja iz Genovih poletnih delavnic. Zdaj 3. leto izvajamo zelo popularne, lahko rečem, delavnice, sodeč po odzivu dijakov in prav se trudimo, da vedno vsak izdelek, imamo en tak izdelek, vsako leto eno rdečo nit, da povežemo s kakšnimi energetskimi temami. Tako smo recimo prvo leto imeli obnovljive vire energije in izdelavo sončnega sledilnika, potem smo prejšnje leto šli na elektromobilnost, ki je zelo aktualna. Tukaj smo zdaj v bistvu pri robotih oziroma avtomatih ali robotski roki konkretno, ki je tudi lahko uporabimo. Mi smo si zamislili s to robotsko roko letos bomo v bistvu polnili sredico, gorino sredico, reaktorsko sredico z gorinimi elementi. Mentorji opažajo, da se mladi odlično znajdejo pri reševanju praktičnih izzivov. Navdušeni so bili tako nad njihovim znanjem kot nad delovno vnemo. Njihovo znanje je zelo presenetljivo, uspešno, odlično. Dejansko smo jim le na začetku podali nekaj osnovnih informacij, osnovnega znanja, potem pa sami dejansko celo popoldne modelirajo, programirajo, tako da v nekih trenutkih celo presegajo naše pričakovanje. Kot bivši pedagog, ki sem delal na šoli, vem, da recimo med poukom fizike, ko je zvonc bil, takole so stekli ven, ko mi čakali, da je konec, tukaj pa pravzaprav in na malico moramo terati. Opozorimo take, ki ostanejo še, gledajte malice, zdaj pojdite na malico, pa potem vidimo, da dejansko je interes velik. Nič ni nenavadnega, da tudi v preteklih letih se je dogajalo, da v bistvu pridejo že zjutraj reči, gledajte, tole smo programirali še kar globoko v noč, naredili smo na našem 3D tiskalniku, ki nekateri imajo doma še takšen kos, se pravi, ko vidiš v bistvu takšno dejanje, potem veš, da si na pravi poti. Interesa za sodelovanje na taboru je vsako leto več, vendar so zaradi letošnjih posebnih razmer omejili število sodelujočih dijakov iz Gimnazije Brežice in Šolskega centra Krško Sevnica.